Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8. Ja, dobro jutro, oziroma guten morgen, buenos dias, dzień dobry, dobro jutro, hyvää huomenta. Good morning, bom dia, buongiorno, bonjour, ohajo. Laba diena, ne, to je pa že, ja, lahko tudi labrit, laba sritas in tako naprej. Dobro jutro v glavnem. Cenjene jezikavke in jezikavci in dobro jutro, Ajda. Ja, dobro jutro. To je tvoj materni jezik, ne? Je. Od leta 2011, 26. septembra, letos torej minuli petek, zaznamujemo Evropski dan jezikov in zato bomo tokratno jezikanje posvetili učenju jezikov. In s tem je povezan tudi današnji jezikovni zapik. Ta je tvoj? Ta je moj in sicer se je nekako rodil med pogovorom z najnimi današnjimi sogovorniki. Eno dekle je reklo, da zato, da bi jo tujci bolje razumeli, včasih preklopi na polomljeno angleščino. In jaz sem pred časom ugotovila, da se mi zgodi isto in to čisto nezavedno. Sem se spraševala, zakaj to naredim, torej zakaj hello, my name is Ajda postane hello, my name is Ajda ob pogovoru z nekom, ki slabše obvlada angleški jezik. Ne vem, če je to zares dobra metoda in mislim, da ni uspešno, da bi me človek zaradi tega bolje razumel. Ja, ampak nekaterim se pa niti ni treba truditi, že začnejo s to drugo varianto. Okay? Ja, torej Evropski dan jezikov, dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in ki naj bi spodbujal učenje jezikov, midva z Ajdo pa sva ta dan izkoristila za to, da se sprehodiva po Ljubljani in pojezikava z mimoidočimi. Ja, Slovenci smo v primerjavi s tistimi, katerih materni jezik je recimo angleščina, za uspešno sporazumevanje s preostankom sveta, ne, kljub temu, da si ti tadej prej omenil, da spadamo med velike jezike, torej slovenščino govori več kot 1 milijon ljudi, smo prisiljeni, da se naučimo vsaj še enega tujega jezika, recimo angleščine, nemščine, francoščine. In zanimalo naju je, ali se ljudem zdi to, torej da skoraj nihče razen dobra 2 milijona Slovencev ne razume našega jezika, prednost ali slabost? Ja, mi smo v prednosti, definitivno. Meni se zdi dobro, da se rabimo naučiti drugih jezikov, pa isto se mi zdi škoda, da pol, če že se rodiš v taki družini, da pač govorijo angleško, se mi zdi škoda, da pol znajo samo to in da se jim ni treba nič naučiti. Jaz mislim, da je prednost, zaradi tega, ker pri učenju tujega jezika se tvorijo v možganih nove povezave in si tudi širiš obzorja, ko spoznavaš drugačne kulture, tako da ja, jaz mislim, da je prednost. Ja, kar se tiče novih povezav, ne, prednost učenja tujih jezikov je tudi to, da kdaj kaj narobe povemo in si pri tem ustvarimo zabavne anekdote, s katerimi lahko potem nasmejimo sogovornike. Jaz igram v filharmoniji, vprašal sem našega šefa dirigenta, ki je Gruzijec. In sem ga vprašal, kako se pravilno izgovori ime gruzijskega nogometaša, ker sem ljubitelj nogometa, Kvaratskhelia, ne? In je rekel, ja, Kvaratskhelia. Ampak pa sem jaz ponovil, Kvaratskhelia, je rekel, ne, Kvaratskhelia. Pa sem rekel, kako je rekel, ne K. Z drugo besedo imajo recimo 2 K-ja, ki jih mi ne ločimo, ne, tako da to se mi je zdelo tako simpatično. Govoriva obedve tudi malo hrvaško. In Nina je imela s tem tudi eno zabavno anekdoto, ko sta šla s prijateljem v trgovino, pa sta spraševala, če imajo korenje. Seveda ju niso razumeli, potem sta poskusila to besedo povedati malo bolj po hrvaško in sta... Korenje. Ja, pa kurenje, pa to pa nekako ni šlo in potem sta si še malo gledovala tisto zelenjavo in našla seveda mrkvo. Samo 2 besedi bom povedala, kozarac vode. Ta kozarac vode je bil fiks kje, ko smo bili na dopustu, ampak drugače pa ne. Mislim, velikokrat, če potujem, ki uporabljam pantomimo, zato da pač je lažje tudi človeku, ki pač se pogovarja z mano. Ali pa da, naprimer, če se pogovarjajo v angleščini, da začnem tako broken English uporabljati, zato da pač
je malo lažje njemu razumeti. When I was in Ljubljana last time, there was a misconception. We didn't understand each other. Dekle iz Hrvaške pa je povedalo, da je prijatelj ob prejšnjem obisku Ljubljane rekel, da se odpravljata na Ljubljanski grad. Ni razumela, kaj ji želi povedati, ker v hrvaščini grad pomeni mesto. Zakaj bi torej odšla v mesto, če sta že v njem? Ja, z mesta v bistvu še na mesto. Ne? Ajda, imaš ti kako zanimivo anekdoto? Ja, jaz se predvsem zelo poistovetim z vsemi slovensko-hrvaškimi zapleti, raznim kružnikom in kuzaracem vatre sem bila priča in ob slednji priložnosti je bil natakar zelo dobro razpoložen in je prijateljici, ki je torej naročila kuzarac vatre, dejansko prinesel prižgano čajno svečko v kozarcu. Kaj pa ti, da imaš kakšno zanimivo jezikalsko anekdoto? V bistvu se zdaj ne spomnim tako na hitro nobene. Razen tega, da so ljudje popolnoma navdušeni, če znaš kako besedo njihovega jezika, lahko res samo kak pozdrav, recimo litovščini ali pa finščini, ne, v takih nekoliko manj izpostavljenih jezikih. In ja, pred kakim desetletjem sem lahko rekel, da znam v vseh večjih, recimo temu uradnih jezikih Evropske unije, vsaj kako besedo, danes pa ne več. Je šlo. No, ampak vsekakor kljub zapletom je ta trud, torej ljudje spoštujejo to, jim je všeč, da se potrudimo govoriti njihov jezik. Se pa takšnim in drugačnim zapletom in zagatam danes lahko izognemo tudi s pomočjo digitalnih orodij za prevajanje. Na svoj pametni telefon lahko denimo namestimo aplikacijo, ki nam nek govor simultano prevaja in izpisuje v našem jeziku. Je zato sploh še smiselno, da se učimo tuje jezike? Ja, zato ker pač tako razvijamo neko znanje tudi o kulturi jezika, pa tudi se mi zdi ful bolj tako pristno, če se pač človekom pogovarjaš tako ena na ena brez nekih pač pripomočkov. Se mi zdi to ful lepo. Naučila bi se špansko pa italijansko, ker moja najboljša prijateljica živi v Španiji in govori špansko, pa se mi zdi boljše, če govoriš špansko, kot da govoriš v nekem drugem jeziku, pa ti telefon prevaja. Je čisto drugače, če imaš nek direkten kontakt z nekom, namesto da držiš telefon vmes. Se mi zdi, kakor bolj zdaj so popularni telefoni, prej bolj kot bi osvežujoče, da nekdo sploh ne takne nobenega telefona, ne AI, ne nič, sam se oči v oči pogovarja s tabo, posebej kot mi starejšimi ljudmi, ki nas še zmeraj ne spoznajo nekakve telefone. Pa ki imajo neke res fine zgodbe in do njih lahko dostopamo res samo, če govorimo njihov jezik. Tako je, ja. Tudi ko bereš lahko potem poezijo ali pa pač prozo v tujem jeziku, če ti je pač to ljubo, je to kar lepo doživetje. Je pa zelo dobrodošlo, da vsa ta orodja obstajajo in nam olajšajo marsikatero situacijo, ampak jaz mislim, da vseeno znanje tujega jezika ima vseeno mnogo prednosti. No. Bolj prijazno je, ne? Mislite to, da recimo midve govoriva isti jezik, pa se potem lahko pogovarjava? Ja, to je pa najlepše, kar se lahko zgodi. Ja, vsi vprašani se strinjajo, da je učenje jezikov smiselno in koristno, brez da takneš telefon, ne? Kako je pa s tem v praksi? Koliko jih ti govoriš, Ajda? 2, če sem čisto iskrena, pa še to angleško, ja, francosko sem se začela učiti že v osnovni šoli in na to vsa 4 leta gimnazije in mi je kar nekaj besed oziroma vsaj teh struktur, kako se tvori stavke ali pa kako izgovarjamo besede ostalo, torej to znanje je ostalo, mi pa manjka besedni zaklad, ker jezika praktično ne uporabljam. Poskušam pa s pomočjo ene od aplikacij se nekako spoznati še z ruščino in portugalščino, ampak gre zelo, zelo počasi. Kaj pa ti? Imaš morda kakšen recept za uspešno usvajanje tujih jezikov? Nimam, razen ponavljanja, čim več branja, čim več poslušanja in še največ prakse. Kaj pa najini sogovorniki? Koliko jezikov govorijo in katere? Enega. To je kateri? Angleščina. Pa vi? Angliško, špansko pa malo nemško. Italijansko, angleško, hrvaško, če se to šteje. Razumem špansko in francosko. Nobenega. Slovensko? Ja, se razume. Kako to? Ni bilo priložnosti? Ali... Priložnosti, ja. Govorim 2, slovensko in angleško seveda. Govorim 2 jezika, sicer angleščino in slovenščino, sicer hrvaščino razumem, ampak jo ne bi znal govoriti normalno. Hoče samo angleščino, ne? Ja, jaz govorim 2, angleščino pa španščino nekaj na pol.
tekoče samo slovenščino, pa še ta se mi včasih zatika. Ne? Ja, kljub temu, da je znanje jezikov pomembna vrednota vsem, ki so jim pod nos pomolila naš prenosni valovski snemalnik, nas večina poleg slovenščine recimo dobro govori 2 ali 3 jezike, zakaj ne več? Ja, hrvaška sogovornica pravi, da je učenje tujih jezikov časovno zelo potratno in da nam zato pač zmanjka časa. Pa mislim da učenje novih jezika zahtjeva jako puno vremena, što je jako teško dobiti u današnje vrijeme. To je težko. To zahteva zelo veliko nekega dela, da ti neki jezik do neke mere zadovoljive usvojiš, ne? Tle smo enostavno časovno limitirani. Se mi zdi, podobne probleme, kot večina dobrih navad, ki se jih poskušamo naučiti. Tako 1 teden, 2, 3 mogoče celo boš delal vsak dan, pridno se boš počutil, da gre v redu. In potem en dan bo malo tako slab, danes ne bom. In poljutri, sem že pozabil. In 1 teden pozneje si ne spomniš več, da si ni začel tvojo navado. In potem pa ne vem, če boš v življenju več odprl aplikacijo, da se učiti. Veliko truda je treba vložiti in enostavno se mi zdi, da družba je vedno bolj taka, da bi rada neke instant hitre rešitve in malo ljudem se ljubi toliko truda in časa vložiti v to. Nisem preveč nadarjena za jezike, težko se učim nov jezik in enostavno nisem imela dovolj motivacije za to. In tudi potrebe v resnici. Ja, in potem te sovica žalostno gleda, če omenim eno od in ti pošlje mail, da je nihče ne ignorira dolgo. Motivacija. Dobra motivacija je, se strinjam z zadnjo sogovornico, nujnost, ne? Če se moramo naučiti nekega jezika, nam to po večini tudi uspe. Ja, denimo, če se preselimo na drug konec sveta ali pa v državo, kjer zares govorijo morda tudi ne toliko angleško. Je pa eden od sogovornikov izpostavil tudi, da se jezika lažje naučimo, če učenje združimo s kakšnim drugim hobijem. Recimo špansko znam kar zelo dobro razumem, čeprav ga nisem nikoli govoril, zato ker vsak dan berem španske športne časopise. Zakaj španske športne časopise? Zato, ker spremljam španski nogomet. Tadej, katerega jezika bi se pa ti rad naučil, če ne bi bilo nobenih omejitev? Tudi jaz sem spremljal španski nogomet, pa sem se začel učiti špansko, pa potoval bi po Južni Ameriki, zato sem se začel učiti špansko. Drugače pa naučil bi se kakega od staroselskih severnoameriških jezikov. Sem kar predvidevala, da boš nekaj eksotičnega izbral. Enega od apaških jezikov, tako. No, najni sogovorniki pa so bili pri odgovarjanju na to vprašanje po večini zelo praktični. Rada bi se naučila italijansko pa hrvaško, ker so to naši najbližji sosedi, kamor največkrat potujem in bi mi najbolj prav prišlo, če bi govorila ta 2 jezika. Jaz bi govorila egipčansko. Egipčansko? Staro egipčansko, zato da bi lahko šli v dolino kraljev in prebirali napise na piramidah. Ja. Pa vi? Jaz se ne bi odločila za tako eksotičen jezik, bi pa z veseljem se naučila italijansko, ker smo 2 leti nazaj spoznali enega gospoda, ki je postal naš zelo, zelo dober družinski prijatelj in je iz Italije in da bi enkrat z njim govorili italijansko. Arabščina? Arabščina. Zakaj? Bolj zato, ker se mi zdi zanimivo, ja. Jaz bi pa kitajščino, ker se mi zdi to ful zakompliciran jezik in tako se mi tudi zdi ful zanimivo, da bi znala to govoriti. Jaz bi se rad najraje učil ali španščino ali pa kitajščino. Pa če bi imeli možnost, da se naučite katerega koli jezika na svetu, katerega bi se najprej začeli? Angleščino. Z angleščino bi začeli? Zato, ker je tako mednarodno poznana. Verjetno arabski. Zakaj? Zelo mi je všeč. To ni edini razlog, ampak hecno je to, da moja žena to se uči na Duolingu, kjer tisti glas, ki to govori, je en ženski, prekrasen glas, izjemno lepo zveni. Jaz sem glasbenik po poklicu in to zaradi zvena me to strahovito inspirira. Hudo. Ja, upam, da smo s tokratnim jezikanjem navdihnili tudi vas, če ne drugega zato, da se naročite na podcast Jezikanje. Tako gotovo ne boste zamudili oddaje, ki jo pripravljava prihodnji teden. Ko bova jezikala o nečem popolnoma drugačnem, o govorni rehabilitaciji.